Mislite, da so vsi znanstveniki geniji, le tisti, ki dejansko preživijo lastne nore poskuse. Od neosvelih poskusov človeško-opičjih hibridov do čudakov, ki se skrivajo po javnih straniščih. Tukaj je 25 najbolj norih in neumnih znanstvenikov vseh časov. Številka 25. Smiselno je začeti z enim od očetov empirizma, prepričanja, da je treba znanje graditi na dokazih in ne na domnevah. Ta človek je bil Francis Bacon, britanski renesančni človek, ki je pustil svoj pečat na vsem, od pisanja do filozofije, politike, znanosti in shranjevanja hrane. Bi verjeli, da ga je prav neumen poskus s tem zadnjim stal življenja? Eden najbolj znanih opisov Baconove smrti leta 1626 ga prikazuje, kako se je prebijal skozi gost sneg v Highgateu v severnem Londonu, ko ga je nenadoma prešinila ideja. Kaj pa, če bi lahko sneg in led uporabili za konzerviranje mesa? Dali so mu oskubljeno kokoš, ki jo je napolnil s snegom, da bi preveril, ali lahko tako meso zdrži zob časa. Žal, odgovora nikoli ni izvedel. Hudo je zbolel in kmalu zatem umrl zaradi pljučnice. Kar se tiče piščanca, je imel prav, če bi le imel tudi boljši nagon po samoohranitvi. Vsaj njegovi poskusi ga niso naredili videti kot blaznega iztirjanca. Številka 24. 20. stoletje je bilo noro obdobje za globalno financiranje znanosti. Eden največjih, ki je imel od tega koristi, pa je bil sovjetski znanstvenik in strokovnjak za reprodukcijo živali, dr. Ilija Ivanov. Mislil je, da lahko dokončno dokaže evolucijo na najbolj srhljiv način, tako da dokaže, da lahko ljudje in opice oplodijo drug drugega. In od tam je postalo samo še bolj grozljivo in nezakonito. Leta 1927 sta se Ivanov in njegov sin ukvarjala z zelo običajno očetovsko-sinovsko dejavnostjo, osemenjevanjem 3 samic šimpanzov s človeško spermo. Dovolili so jima dostop do raziskovalne postaje v francoski Gvineji, kjer sta lahko izvedla svoj nenavaden eksperiment. Njegov sin je celo nosil pištolo, če bi se šimpanzi uprli. Toda tudi z najsodobnejšo tehnologijo za osemenjevanje, ki jo je razvil sam Ivanov, niso bili uspešni. Ivanov ni bil kar neki perverznež. Prejel je dejansko financiranje od Sovjetske zveze, ki je verjela, da bi lahko njegove raziskave podprle njihovo darvinistično stališče proti ameriškemu krščanskemu fundamentalizmu. Pridobil je tudi financiranje francoskega inštituta Pasteur. Ko pa so vsi Ivanovovi poskusi oploditve samic šimpanzov propadli, je spoznal, da ima še eno možnost – oploditi človeško žensko s človeškim humanze otrokom. V ta namen je v poznih 1920-ih kupil samca orangutana po imenu Tarzan, ki naj bi bil darovalec. Nato se je podal v iskanje žensk, ki bi bile pripravljene sodelovati. Dejansko je našel nekaj takih žensk, vse pa so se zdele duševno nestabilne. Vendar je Tarzan umrl zaradi možganske krvavitve, še preden bi lahko izvedli poskus. Dr. Ivanovove izprijene sanje so se končale, ko je Stalin odločil, da v resnici ne želi nobenih človeško-šimpanzih hibridov, nato pa ga je kot del znanstvene čistke poslal v Gulag. Torej, to je zločin proti naravi. Kaj pa, če nadaljujemo še z enim takim primerom? Številka 23. Kaj pa, če bi lahko bil tako pameten kot Albert Einstein in bi moral zato samo pojesti njegove možgane? To ni misel, ki bi jo pogosto imeli zunaj visoko varovanih psihiatričnih bolnišnic, vendar je ideja o užitnem spominu postala obsedenost skupine zmedenih znanstvenikov, ki so v sredini 20. stoletja preučevali ploščate črve. James McConnell je izvedel poskuse, da bi dokazal, da lahko ploščati črvi, ena najpreprostejših živalskih oblik z nevroni v živalskem kraljestvu, uspešno oblikujejo spomine. To je bilo, ko je bil še študent v 50. letih prejšnjega stoletja. Zdaj pa, kot odrasel znanstvenik, je bil pripravljen zadevo odpeljati v res bizarno smer. Medtem ko so drugi znanstveniki pravilno domnevali, da je izgubil razum, je začel trditi, da so njegovi poskusi dokazali, da spomin ni shranjen v sinapsah možganov, temveč je kemično kodiran v molekulah RNA znotraj vsake celice. To pomeni, da so vaši spomini prav tako prisotni v vašem stopalu kot v vaših možganih. In takrat je postalo zares strašljivo. Ker je verjel, da je spomin prisoten v vseh tkivih, je enega ploščatega črva naučil trika, nato pa ga razrezal in kose nahranil drugemu ploščatemu črvu. To bi, kot je trdil, povzročilo prenos inteligence. Seveda je McConnell poudaril, da prenos spomina verjetno ne bi preživel kislosti človeškega prebavnega sistema, a na tej točki je nekako spregledal bistvo. Nič od tega ni imelo smisla ali kakršnekoli znanstvene veljavnosti. McConnell je žal iz obetavnega znanstvenika postal tarča posmeha, saj je izdajal svojo polsatirično znanstveno revijo The Worm Runner's Digest, v kateri je delil svoje nenavadne teorije. McConnell v resnici ni pustil pečata v zgodovini znanosti. Naša naslednja znanstvenica ga je zagotovo in to jo je stalo življenja. Številka 22. Nesporno je, da je prav praktičen pristop Marie Curie k raziskovanju razlog, da danes sploh poznamo nekatere radioaktivne elemente kot sta radij in polonij.
Prav tako je nesporno, da je kljub temu, da je postala ena redkih oseb v zgodovini, ki so prejeli Nobelovo nagrado v 2 različnih znanostih, Mario Curie njeno prelomno raziskovanje stalo izjemno visoko osebno ceno. Isti radioaktivni materiali, ki so jo proslavili, so na koncu pripomogli k njeni smrti. Umrla je 4. julija 1934 zaradi aplastične anemije, ki jo je neposredno povzročila količina radioaktivnosti, kateri je bila izpostavljena skozi svoje življenje. Sevanje je dejansko povzročilo, da njen kostni mozeg ni mogel več proizvajati krvnih celic, kar je vodilo v bolečo smrt. Njena izpostavljenost sevanju je bila tako huda, da so jo morali pokopati v svinčeno obloženi krsti zaradi varnosti same Zemlje in vseh okoli nje. Tudi več kot stoletje po njenih najbolj znanih poskusih je veliko opreme, ki jo je uporabljala, še danes nevarno radioaktivne. Znanstveni napredek res zahteva veliko mučencev, vendar bi se nekaterim takim tragedijam, kot je bila smrt našega naslednjega znanstvenika, lahko izognili. Številka 21. Raziskave sovjetskega znanstvenika Aleksandra Bogdanova so rešile milijone življenj, le njegovega ne. Vse to je bilo mogoče zaradi nekaterih nenavadnih in čudaških prepričanj enega največjih pionirjev transfuzije krvi v zgodovini. Bogdanov je bil še en klasičen renesančni človek. Bil je bolševistični revolucionar, občasni pisec znanstvene fantastike, zdravnik in filozof. Toda prav njegove inovacije na področju tehnologije transfuzije krvi so njegovo ime zapisane v zgodovino in ga hkrati spravile na mrtvaško mizo. Leta 1928 se je povezal z 21-letnim študentom, ki je umiral za tuberkulozo in malarijo, ter se odločil, da bo študentom izvedel transfuzijo krvi. To je bil uspeh, vsaj po mnenju Bogdanova. Mlada kri študenta naj bi pomladila njegovo starajoče se telo, in ker je Bogdanov iz nekega razloga verjel, da je njegova kri imuna na tuberkulozo, je verjel, da bo njegova kri posledično ozdravila tudi študenta. Očitno to ni delovalo in Bogdanov je v svojih 50-ih umrl zaradi akutne hemolitične transfuzijske reakcije, smrti, ki bi jo bilo mogoče popolnoma preprečiti. Ironično pa si je študent popolnoma opomogel, tako da je morda res imel čarobno kri. Tako kot je naš naslednji znanstvenik mislil, da ima čarobni glas. Številka 20. Predstavljajte si, da ste kot otrok na poletnem taboru, uživate v oddihu od vsakdanjika, imate priložnost, da pustite domišljiji prosto pot in doživite pravo pustolovščino. Obstaja pa le ena težava. Vsako noč, ko poskušate zaspati, se v kotu koče pojavi temna, senčna postava in nato 100krat in 100krat zamrmra besede. Moji nohti imajo grozno grenak okus. To ni uvodna scena grozljivke ali opis res strašljive oblike spalne paralize. To se je dejansko zgodilo skupini mladih fantov, ko jih je leta 1942 profesor Lawrence Leshane nevede vključil v znanstveni eksperiment. Želeli so preizkusiti zdaj že ovrženo teorijo učenja med spanjem. Idejo, da če med spanjem predvajaš nekakšen izobraževalni zvočni posnetek, bo podzavest vseeno usrkala informacije. Leshane je želel ugotoviti, ali bi to lahko uporabili za oblikovanje ali odpravljanje navad. Zato je organiziral majhen poletni tabor za fante, ki so bili vsi znani kot kronični grizljavci nohtov. Sprva je bil načrt, da bi uporabili fonograf, ki bi znova in znova ponavljal isti stavek. Ko pa se je ta pokvaril, je moral Leshane ponoči sam na skrivaj stopiti v kočo in ure ponavljati. Moji nohti imajo strašno grenak okus. Kasneje je trdil, da so rezultati dokazali pravilnost teorije učenja med spanjem, vendar so mnogi eksperimentalni načrt označili za čuden, srhljiv in ne prav znanstven. Ampak hej, vsaj nihče ni umrl, za razliko od našega naslednjega primera. Številka 19. Leta 1753 je baltsko-nemški ruski fizik Georg Wilhelm Rischmann hkrati ustvaril zgodovino in postal njen del. Je tako vpliv na osebnost v znanosti, da so po njem poimenovali celo fizikalni zakon, Rischmannov zakon. V Sankt Peterburgu se je odločil izvesti raziskavo, ali lahko ujame strelo z novim aparatom, ki ga je izumil, električnim gnomonom. Bil je povezan z žico, ki je potekala s strehe njegove hiše. Njegov sodelavec, ki mu je takrat pomagal, in M. Sokolov, bi kasneje povedala, da je bil poskus, vsaj z določenega vidika, uspešen. Naprava je res ujela letečo elektriko in ustvarila osupljiv primer kroglaste strele, čiste elektrike, oblikovane v bleščečo kroglo, ki je takoj udarila Rickmana v glavo. Elektrika je šla po tleh skozi njegovo stopalo s takšno silo, da je naredila luknjo v njegov čevelj in ga vrgla čez sobo. Tako Rickman kot električni škrat sta bila v hipu spržena. Obstaja pa določen način, kako se lahko zapečeš tudi brez elektrike. Številka 18. LSD je eno najbolj neverjetnih farmakoloških odkritij 20. stoletja. Dal nam je protikulturno gibanje in nekatere najboljše ter najslabše pesmi Beatlov.
Splošno velja tudi, da ima izjemen terapevtski potencial za ljudi, ki trpijo za duševnimi boleznimi, odpornimi na zdravljenje. Toda le ena študija si je drznila vprašati, kaj pa, če bi cirkuškega slona spravili na močen trip? Ta slon je bil Tusko, velik samec indijskega slona v živalskem vrtu Oklahoma City. Njegova usoda je bila zavedno zapečatena, ko so raziskovalci na univerzi v Oklahomi poskušali dati Tuskotu resnično herojski odmerek NSD-ja, 297 mg. To je približno 3000-krat več od človeškega rekreativnega odmerka. Znanstveniki so menili, da bo to dovolj, da bi povzročilo učinek pri tako veliki živali, kot je Tusko. Izkazalo se je, da so močno pretiravali z odmerkom. Ubrizgali so to noro količino LSD-ja v Tuskota in nato čakali, ali bo spokal kufre in odšel skozi vrata zaznave. Namesto tega se je v 5 minutah zgrudil na tla. Manj kot 2 uri kasneje je bil Tusko mrtev. Edino potovanje, ki so mu ga znanstveniki omogočili, je bilo neposredno v onostranstvo. Toda neumni znanstveniki ne gredo le za največjimi bitji v naravi. Z veseljem nadlegujejo tudi nekatera najmanjša. Številka 17. Glede na vaše znanje je lahko dr. John Watson bodisi pogumni pomočnik slavnega literarnega detektiva Sherlocka Holmesa ali pa vpliven psiholog, ki je izvajal nekaj znamenito, čudnih in srhljivih poskusov. In noben ni bil bolj čuden, srhljiv ali naravnost neumen kot zloglasni poskus z malim Albertom. Watson je bil znan kot oče behaviorizma, šole psihologije, ki je trdila, da je človeško vedenje manj oblikovano z notranjo zavestjo in bolj s pogojenimi odzivi, ki jih pridobimo skozi življenje, še posebej v otroštvu. Po behaviorizmu smo vsi dobesedno bitja navad in na tej podlagi je bil Watson prepričan, da nam je mogoče vprogramirati nove navade. Naprimer, tako da se majhen deček začne bati bele podgane, ki mu v resnici ne predstavlja nobene nevarnosti. V tej popolnoma etično sporni študiji klasičnega pogojevanja je Watson pravemu dojenčku, imenovanemu Mali Albert, predstavil belega podgana in pustil, da sta se skupaj igrala. Mali Albert ni pokazal nobene odbojnosti do podgana, bil je celo vesel in radoveden. In potem je Watson z udarcem kladiva po velikem kosu kovine povzročil glasen, strašljiv hrup, zaradi katerega je Albert zajokal. To je ponavljal znova in znova, dokler že sam pogled na podgano ni povzročil, da je dojenček, ki je bil preizkusni subjekt, zajokal in se tresel od strahu. Sčasoma se je Albertova mati odselila in s tem umaknila svojega sina iz eksperimenta. Kmalu zatem je bil Watson prisiljen odstopiti, potem ko je bila razkrita njegova zunajzakonska afera z njegovo podiplomsko asistentko. Zato se je odločil, da si poišče novo službo na mestu, kjer ni bilo pomembno, če nimaš duše. Madison Avenue, ustvarjanje blagovnih znamk in oglaševanje. V redu, morda naš naslednji primer. Številka 16. Ali bi lahko mladič šimpanza vzgojili v nekakšnega čudno izgledajočega človeka? Očitno ne, kot vam bo povedal prav vsak znanstvenik, ki se ukvarja s primati. Kakorkoli, šimpanz je lahko zelo nevarna stvar, ko ga pomešamo z ljudmi. Nobeno od teh precej očitnih dejstev ni ustavilo primerjalnega psihologa Vintrope Keloga, da ne bi vseeno resno poskusil. Odločil se je, da bo mladiča šimpanza, imenovanega Gua, vzgajal skupaj s svojim lastnim človeškim otrokom Donaldom. V začetku leta 1931 je družina Kellogg posvojila Gua v svoj dom, radovedni, kaj se bo zgodilo. Bi lahko vzgajali Gua kot otroka? In ali bi Guaova prisotnost spodbudila Donalda, da bi se obnašal bolj kot šimpanz? To je popolnoma noro in izjemno nevarno, a res so poskusili. Bili so navdušeni, ko so ugotovili, da je Gua dosegel nekatere človeku podobne razvojne stopnje. Po 9 mesecih socializacije je bila sposobna prepoznati nekatere ukaze in jih izvesti, naprimer pobrati skodelico in uporabiti žlico. Prav tako je znala prepoznati ljudi po njihovih oblačilih in vonju, če že ne po obrazih. Res je tudi, da je Donald kot otrok prevzel veliko šimpanzjih vedenj in manir, zgolj zaradi tega, ker je toliko časa preživel z Gua. Toda razvoj se je tu ustavil. Gua fiziološko ni bila sposobna osvojiti in ponavljati človeškega jezika, saj so šimpanzi, čeprav so nedvomno izjemno inteligentne živali, še vedno živali. Kellogova sta se odločila, da je celoten eksperiment šel predaleč. Ko je Donald začel ponavljati različne zvoke, ki jih je izdajala Gua, sta ugotovila, da ima ta eksperiment veliko več možnosti, da škoduje Donaldu, kot pa, da bi razvil Gua. Kot bi jima povedal dobesedno vsak strokovnjak za primate že prvi dan. Ampak raje bi delil mizo z Guo, kot z našim naslednjim ogabnim znanstvenikom. Številka 15. Stubbs Firth je bil znanstvenik z nenavadnim imenom in še bolj nenavadnim razlogom, po katerem je zaslovel. Hotel je dokazati, da se rumena mrzlica ne more prenašati kot okužba z osebe na osebo preko telesnih tekočin. Njegov način, da to pokaže, je bil, da se je izpostavil čim več tem telesnim tekočinam.
Nekaj let po izbruhu rumene mrzlice leta 1793, ki je opustošil Filadelfijo, so se začeli Firtovi poskusi. Začel je tako, da si je naredil kirurške reze na rokah in nato neposredno v rane ulil izbruhano vsebino bolnikov z rumeno mrzlico. Ko Firth ni zbolel za rumeno mrzlico, se ni imel za srečneža in ni sklenil, da tega ne bo nikoli več storil. Namesto tega se je odločil, da bo poskusil še bolj in na najbolj ogaben način, kar si jih lahko zamislite. Bruhanje bolnikov z rumeno mrzlico si je vlil naravnost v oči. Povrateno je celo odsvrl in vdihaval hlape. Neposredno je pil nerazredčeno bruhanje, pa se še vedno ni okužil. In ko je bil prepričan, da je bruhanje izločil kot možen vir okužbe, si je po celem telesu razmazal okuženo kri, urin in slino. Še kaj, je pokazal, da je meja med znanstvenikom in samouničevanjem iztirjencem zelo tanka. A vsaj je dokončno dokazal, da se rumena mrzlica ne prenaša s telesnimi tekočinami, tako da je bilo vse vredno. Seveda pa je bilo vse to popolnoma neuporabno. Rumena mrzlica je virusna bolezen, ki jo prenašajo komarji. Firth pa je uporabil bolnike v pozni fazi, katerih telesa virusa niso več vsebovala. In vprašati se moramo, ali Firth tega ni na neki točki že vedel, a je vseeno postal zasvojen z rumenimi mrzličnimi tekočinami. Bog, nehajmo govoriti o tem in pojdimo nekam manj ogabno, recimo v moško stranišče. Številka 14. Ne, gospod policist, samo psihološki eksperiment sem izvajal. To bi morda rekli, če bi vas ujeli, kako se potikate po stranišču in opazujete ljudi med opravljanjem potrebe. Ampak morda bi imeli še več težav, če bi jim potem povedali, da se študija imenuje Personal Space Invasions in the Lavatory – Suggestive Evidence for Arousal. A to je bilo ime resnične študije, izvedene v 70-ih letih, ki je vključevala opazovanje številnih moških, kako urinirajo v javnih straniščih. Bistvo študije je bilo zastaviti precej otročje vprašanje, ali moški potrebujejo več časa za uriniranje, če se v skupnih straniščih počutijo utesnjene. Da bi to dosegli, so naskrivaj opazovali, medtem ko so njihovi sodelavci nič hudega sluteče udeležence obkrožili pri pisoarju. Nato so izmerili, koliko časa je vsakemu od teh ljudi vzelo, da je začel urinirati pri pisoarju, odvisno od tega, ali so bili drugi ljudje blizu njih ali ne. Znanstvena skupnost je to raziskavo v veliki meri obsodila kot čudno, ogabno in večinoma nesmiselno. Ampak če je to vprašanje, ki vas je vedno mučilo, lahko zdaj mirno spite. Saj veste, da je res težje urinirati, ko imate tremo. Ko smo že pri velikih življenjskih vprašanjih, številka 13. Kako težka je tvoja duša? Ne, to ni ime našega prvega emo albuma. To je vprašanje, ki ga je resno postavil zdravnik Duncan McDougall leta 1907. Pozneje je sprožilo tako imenovani eksperiment 21 gramov. Nekomu, ki ni poklicni znanstvenik, se to morda zdi smiselno na prvi pogled. Umirajoče bolnike je postavil na posebej zasnovano tehtnico in nato zabeležil njihovo težo v natančnem trenutku smrti. Če je smrt res pomenila, da duša zapusti telo, je sklepal, bi lahko vsak dosleden padec teže razkril težo človeške duše. To je že samo po sebi nekoliko noro, saj meša neko čudno predstavo o znanosti s popolnoma metafizično versko temo. Po izvedbi poskusa je razvil hipotezo, da je teža človeške duše verjetno okoli 21 gramov, oziroma 0,7 unče. Vendar je to izjemno čudno iz številnih razlogov. Prvič, poskus je bil izveden le nekajkrat, saj bi veliko umirajočih ljudi raje preživelo svoje zadnje trenutke z družino, kot pa na zdravnikovih tehtnicah. Imel je tudi težavo, da je imel vzorec le 6 oseb, kar je izjemno malo za tako veliko trditev. In če to še ni bilo dovolj slabo, je le eden od teh 6 preizkušencev dejansko potrdil hipotezo, ki jo je McDougall preizkušal. Tako je, kljub temu, da se dejstvo o 21 gramih širi po internetu prek senzacionalističnih računov, to malo več kot urbana legenda, ki temelji na slabo zasnovanem eksperimentu. Včasih neumni eksperimenti niso tako globoki, včasih so preprosto strašno trapasti. Številka 12. Kaj misliš, da je najbolj neumna stvar, za katero bi lahko zapravil $1000? Mick McMansion, kjer si ne bi mogel privoščiti stroškov vzdrževanja ali davka na nepremičnine, 1000 plišastih igračk, kriptovalute. Ali pa študija, ki je upala, da bo s piščanci s plastičnimi dinozaurovimi repi ugotovila, kako so hodili dinozauri. Da, to je bila prava študija in prejela je nagrado Ig Nobel, satirično znanstveno nagrado za nenavadne raziskave. Kaj se je torej tukaj zgodilo? Znanstveniki so sklepali, da so ptice potomci dinozaurov in ker so piščanci med najbolj razširjenimi dvonožnimi pticami na svetu, so se odločili za nenavadno izbiro. Z umetnim dinozaurovim repom, pritrjenim na piščanca, so upali, da bodo videli, kako bi dinozaver dejansko hodil. No, to je vsaj uradna logika.
Če vas zanima, kratek povzetek odgovora je, da hodijo močno pokrčeni, skoraj vodoravno, saj rep deluje kot protiutež, kar je vredno vsakega centa. Piščančji dinozauri morda ne bodo odkrivali tople vode, ampak kaj pa teorija, ki bi obrnila celotno vesolje na glavo, če ne bi bila popolna neumnost? Številka 11. Ne bi bilo videa o slabi znanosti brez kratkega izleta v Avstrijo in Nemčijo v prvi polovici 20. stoletja. V tem času je bilo veliko naravnost zlobnih znanstvenih teorij, še posebej z vzponom nacističnega gibanja. Nekatere pa so bile preprosto čudne in neumne. Inženir Hans Horbiger je ustvaril svetovno spreminjajočo teorijo z Wendkreislerjem, ki je sploh ni zasnoval z raziskovanjem kot kakšen običajen povprečen znanstvenik. Namesto tega je to svetovno spreminjajočo teorijo odkril v videnju. In kakšna je bila ta teorija? No, kako naj to povem? Torej je v bistvu verjel, da je led osrednja sila vesolja, ki s svojo kozmično močjo povezuje vso resničnost. Morda ni bila uporabna in ni imela nobene osnove v resničnosti, a Hans jo je še vedno agresivno promoviral na svoji turneji javnih nastopov. Na koncu je to postala čudna tema razprav v germanski kulturi, tako zelo, da so se ob Hitlerjevem vzponu na oblast že pojavljali spori o tem, ali je doktrina svetovnega leda v bistvu arijska teorija ali pa je bolj pod judovskim vplivom. Naslednja vključuje v enačbo hladno, osvežilno pijačo. Številka 10. V poznem 19. in zgodnjem 20. stoletju so zdravniki in znanstveniki verjeli, da lahko mleko uporabite kot nadomestek za kri pri transfuzijah. Rezultat? Ogromno težav. Za nekaj dragocenega konteksta. Krvne skupine so bile odkrite šele leta 1901. Predtem so bile transfuzije krvi dobesedno popolna loterija. Razen če ste imeli pri roki krvnega sorodnika. Lahko ste izvedli na videz popolnoma uspešno transfuzijo krvi, pa je pacient nenadoma doživel reakcijo in umrl. Vsi so si želeli neko univerzalno snov za darovanje, nekateri znanstveniki pa so se spraševali, zakaj pa ne mleko? Transfuzija krvi je že imela nekaj čudne, nenavadne zgodovine. Obstajala je že od poznega 17. stoletja, včasih je bila uspešna zgolj po naključju, v drugih primerih pa je bila grozljiva. Nekateri znanstveniki so mislili, da lahko pozdravijo duševna stanja tako, da prenesejo kri živali z želenimi lastnostmi v človeka. To je tako, kot da bi osebi s hudo duševno boleznijo in agresivnimi nagnjenji dali kri jagnjeta, da bi jo pomirili. Očitno to ni delovalo in je popolnoma smešna ideja. Raziskave so skoraj 200 leti potekale zelo počasi. Brez ključnega znanja o krvnih skupinah je bilo to videti kot barbarska in smrtonosna praksa, zato jo je Vatikan za nekaj časa uradno prepovedal. Nova era mleka se je začela leta 1854, ko sta zdravnika James Bowell in Edwin Hotter verjela, da se bodo maščobni delci v mleku spremenili v bele krvničke. To sta uporabila kot izgovor, da sta ljudem ubrizgavala mleko. Mimogrede, kravje mleko, sploh ne človeško. Prvi pacient, na katerem sta to preizkusila, je dejansko pokazal znake izboljšanja. Naslednjih 5 jih je umrlo. Tako je to seveda postalo najbolj vroč zdravstveni trend, ki je zajel Ameriko, dokler ga nista izrinila surovo meso in okužena rečna voda. Tudi znanstveniki so včasih lahko izjemno neumni ljudje. In naslednje je, kaj se zgodi, ko združiš neumnost z zlom? Številka 9. Duševna bolezen je zapletena tema, z zelo individualnimi vzroki od osebe do osebe, od možganske kemije do psihologije do nevrologije. Vendar je zloglasni dr. Henry Cotton imel povsem drugačno idejo. Kaj pa, če bi bile vse duševne bolezni posledica fizične okužbe, kot je okužen zob? To bi bila velika stvar, če bi bilo res. Težava je v tem, da sploh ni bilo res. Kot novi zdravnik državne bolnišnice za duševno bolne v New Jerseyju leta 1907 si je Cotton želel pridobiti sloves. Prebral je, da bolniki, ki zaradi okužbe trpijo za visoko vročino, pogosto halucinirajo in doživljajo blodnje. Morda sta torej ti dve stvari neposredno povezani. To ga je pripeljalo do množičnih operacij, kjer je bolnikom v bolnišnici izpulil gnile zobe, v upanju, da bo morda s tem izpulil tudi njihovo duševno travmo. Očitno je bil najbolj nor prav tisti, ki je vodil to norišnico. In ko to ni delovalo, ni priznal svojih napak in odnehal? Ne, to bi govorili samo tisti, ki odnehajo. Seveda, če so bili še vedno duševno bolni, je bilo to zato, ker so imela njihova telesa še vedno skrite okužbe, ki jih še ni iztrgal ven. Začel je odstranjevati mandlje duševno bolnim. Če to ni pomagalo, bi z veseljem odstranil tudi vaše testise ali jajčnike, če je verjel, da so vzrok vaše manije. Nekaterim pacientom so celo odstranili debelo črevo. Bi vas presenetilo, če bi izvedeli, da so imele operacije tega moškega osupljivo 45% smrtnost? Statistično gledano je to skoraj tako slabo, kot če bi bila vaša usoda odločena z metom kovanca. Ni trajalo dolgo, preden je bila bolnišnica polna Cottonovih pohabljenih žrtev.
Ko je sčasoma zapustil bolnišnico, je lahko ta uspeh izkoristil in postal zasebni zdravnik. Začel je izpoljevati zobe, da bi pozdravil duševne težave družbene elite New Jerseyja, ljudi z veliko več denarja kot pameti ali sreče. Kljub temu, da je bil popolnoma nesmiseln znanstvenik in nor klavec svojih cancev, Cotton v svojem življenju nikoli ni doživel posledic. Verjeli ali ne, imamo celo še bolj pošastnega norega znanstvenika. Številka 8. Morda ne prepoznate imena Sidneya Gottlieba, vendar obstaja velika verjetnost, da poznate njegovo najbolj zloglasno delo, kemijski projekt CIE z imenom MK Ultra. Upani so raziskati LSD kot sredstvo za pranje možganov z uporabo metodologij vzetih neposredno od nacističnih vojnih zločincev in pošasti, ki so delale v enoti 731. Zločini projekta MK Ultra kot celote so preštevili, da bi jih lahko tukaj podrobno opisali. Dovolj je reči, da je projekt spodletel pri vseh svojih znanstvenih ciljih, za seboj pa pustil sled človeškega trpljenja in smrti. Eden najbolj nenavadnih načinov, na katerega je Gottlieb pokazal, da je bil popolnoma zanič znanstvenik, pa je bila njegova navada, da je svoje sodelavce v CI kar tako, iz radovednosti, omamljal z LSD-jem, samo da bi videl, kaj se bo zgodilo. Ena najbolj nesrečnih žrtev tega je bil Gottliebov sodelavec Frank Olson. Olson je bil eden prvih znanstvenikov, ki so bili med drugo svetovno vojno dodeljeni v tajne ameriške laboratorije za biološko vojskovanje v Fort Detrichu v Frederiku v Marylandu. To ga je kasneje pripeljalo v konflikt z Gottliebom, ki mu je med službenim izletom podtaknil drogo v pijačo. To je povzročilo, da je Olson doživel neprijeten živčni zlom pred vsemi svojimi sodelavci. To je pri Olsonu sprožilo spiralo navzdol, saj sta ga paranoja in poklicne skrbi učinkovito spravili ob pamet, kar je doseglo vrhunec v njegovem še vedno spornem smrtonosnem padcu skozi hotelsko okno leta 1953. Nič v Gottliebovem poskusu ni bilo v mejah etike ali znanstvene metode. Šlo je zgolj za nesmiselni sadizem, ki si je od znanosti za pustno zabavo izposodil haljo. Tukaj je nenavadno dejstvo, za katerega verjetno še nikoli niste slišali. Tudi če vas primer MK Ultra prav tako fascinira. Ko se je projekt sesul in se je Gottlieb vrnil v civilno življenje, se je odločil, da se bo lotil povsem novega poklica. Gottlieb, ki je bil vse življenje jecljav, je pridobil kvalifikacije za logopeda in je večino preostanka svojega življenja delal kot logoped na osnovni in srednji šoli. Verjetno je bilo noro dobivati logopedsko pomoč od najbolj razvpitega norega znanstvenika v ZDA. Upam, da je bil pri tem boljši in bolj etičen kot pri kemiji. Številka 7. Ali je čudno družiti se s svojim najboljšim znanstvenim prijateljem in si medsebojno mučiti jajca za napredek človeškega znanja? Ne glede na to, ali je to čudno ali ne, sta dva znanstvenika po imenu Herbert Woolard in Edward Carmichael točno to storila leta 1933. Združila sta moči in si na testi polagala uteži, da bi ugotovila, kakšen je občutek in kaj to pomeni za znanost. Saj veste, fantje pač. In brez skrbi, ko sta nalagala uteži, sta si včasih v testi ubrizgala tudi lokalni anestetik. Prisežemo, da je to resnična študija in ne zgolj kakšna bizarna BDSM fantazija, ki smo si jo izmislili za ta video. Se je na koncu splačalo? Kdo bi vedel? Res. Vsaj nekaj spoštovanja si zaslužijo ljudje, ki so pripravljeni raniti svoja jajca za znanje. Bolje oni kot mi. Številka 6. Jack Parsons je bil eden najbolj nenavadnih ljudi na tem seznamu. Ni bil le briljanten raketni znanstvenik, ki je pionirsko razvil trdno gorivo, ampak je bil tudi vajenec spolne magije pri okultistu Aleisterju Crowleyju. V Los Angelesu je imel svojo magično ložo, kjer se je družil s skupino čudakov, ki so delili njegova nenavadna verska prepričanja. Te nenavadne hobije so na koncu na različne čudne načine vplivale na njegove znanstvene podvige. Sčasoma se je Parsons še bolj poglobil v svoje okultne študije, vzpostavil je odnos z bodočim ustanoviteljem Scientologije L. Ronom Hubbardom in poskuša na svet priklicati Antikrista. Dokler ni Hubbard pobegnil s Parsonsovo svakinjo in večino njegovega denarja. Ko se mu je življenje sesulo, je naredil neumnosti v presoji, zaradi katerih je izgubil varnostna dovoljenja, kar mu je nato vzelo možnost za vladne raketne pogodbe. A najbolj žalosten konec zgodbe Jacka Parsonsa je prišel zaradi malomarnega ravnanja z živosrebrnim fulminatom. Parsons je podlegel poškodbam le 37 minut po eksploziji. Novica je bila tako nenadna in kruta, da je dobesedno ubila njegovo mater istega dne. Do danes krožijo govorice o tem, ali je šlo res za nesrečo ali pa za prikrivanje poskusa atentata. Toda Parsons je bil kljub svojemu geniju celo življenje precej neurejen človek. Zakaj bi bilo to kaj drugače? Številka 5. Skoraj vsak, ki ga zanimajo psihološki eksperimenti, je naletel na stanfordski zaporniški eksperiment vsaj enkrat. V tem dogodku je psiholog Philip Zimbardo običajne univerzitetne študente spremenil v zapornike in paznike v simuliranem zaporu. Sledil je hiter zdrs v krutost, poniževanje in zlorabo, ko so udeleženci začeli sprejemati svoje dodeljene vloge.
Študija je bila desetletja navajena kot dokaz, da lahko skoraj vsakdo v pravih okoliščinah zapade v vedenje, za katerega nikoli ne bi mislil, da je sposoben. In znanstveno gledano je popolnoma nesmiselna. Tako kot pri mnogih ikoničnih študijah so tudi raziskovalne metode v tej študiji precej pomanjkljive in kažejo, da je Zimbardo resnično poskušal priti do določenih rezultatov. Zimbardo je svoje paznike spodbujal, naj bodo posebej brutalni in uveljavljal pravila ter smernice, ki so jih spodbujale k še večji dehumanizaciji. Krutost paznikov je bila vnaprej načrtovana in vadena, medtem ko so bili zaporniki vrženi v situacijo brez kakršnekoli priprave. Tako zaporniki kot pazniki niso reagirali enotno, kar nasprotuje ideji, da bi tukaj obstajal kakršenkoli resničen vzorec, razen tistih, ki jih je Zimbardo želel videti. Tako na koncu to ne dokazuje teme, ki se skriva v človeškem srcu. Dokazuje le, da se lahko zgodi zmišana zgodba, če si jo izmisliš in na to manipuliraš s podatki. Številka 4. Tukaj je majhno javno obvestilo od The Infographics Show. Nikoli si ničesar ne dajete v oko, razen če vam tako naroči zdravnik. Samooklicani biohaker Gabriel Lasina tega ni upošteval, ko je poskušal najti način, da bi ljudje videli v temi. Pripravili je mešanico inzulina, dimetilsulfoksida in klorina in 6 zdravila za zdravljenje slepote. Torej, če vzameš zdravilo za zdravljenje slepote in ga daš v oči videčemu človeku, je rezultat zagotovo super vid, kaj ne? To je bila logika v ozadju tega poskusa, spregledala pa je ključno pomanjkljivost. Oko, ki prepušča več svetlobe, morda bolje vidi v temi, vendar postane tudi veliko bolj občutljivo na poškodbe pri dnevni svetlobi. Gabriel je imel srečo. Ugotovil je, da je zaradi tekočine, ki so mu jo vlili v oči, lažje videl v temi, namesto da bi bil takoj oslepel. Naslednje jutro je bil spet normalen. Številka 3. Skoraj kot kruta šala se zdi, da Josepha Barcrofta imenujemo idiota, ko pa je v resnici eden najbolj predanih znanstvenikov, kar jih je kdaj živelo. Ampak to v resnici rečemo samo zato, ker je preživel. In ko počneš popolnoma nore stvari, kot jih je počel Barcroft v iskanju človeškega znanja, je preživetje statistično skoraj nemogoče. Barcroft je sodeloval z vojsko pri preučevanju oksigenacije in krvi. To je bilo še posebej koristno v Prvi svetovni vojni, ko so kemična orožja povzročala opustošenje v britanski vojski. Ker čeprav Britanci obožujejo gorčico, pa ne obožujejo gorčičnega plina. Barcroft je zagrabil bika za roge in stopil naravnost v komoro, napolnjeno s cianovodikom, ter se neposredno izpostavil. Tam je ostal celih 10 minut, preživel plinsko komoro, nato pa odšel in nadaljeval svoje raziskave. Z namenom nadaljnjega preučevanja krvnega obtoka se je zaklenil tudi v zamrzovalnik, dokler ni staknil pod hladitev in omedlel. To zdi kot popolna šala v primerjavi z njegovim najbolj norim eksperimentom, ko je preživel cel teden v komori z nizko vsebnostjo kisika, da bi preučeval njene učinke na telo. Ko je zapustil komoro živ, je bila njegova koža svetlo modra. Barcroftovi poskusi so bili naravnost nori, vendar ga ne moremo ravno imenovati za kronenega idiota, saj je vendarle preživel. Naša zadnja dva znanstvenika pa nista imela toliko sreče s svojimi šokantnimi in nevarnimi eksperimenti. Številka 2. Kaj bi lahko šlo narobe, ko se kavbojski jedrski fizik odloči poigravati z ogromno in nestanovitno maso plutonija, poimenovano demonsko jedro? Izkazalo se je, da lahko gre prav vse narobe, in to na najbolj grozljiv možen način. Točno to se je zgodilo Louisu Slotinu in vsem, ki so imeli nesrečo, da so tistega usodnega dne, 21. maja 1946, delali z njim. Da vam ne bi bilo treba poslušati celotne ure fizike, je bil Slotin vključen v eksperiment, ki ga je imenoval žgečkanje zmajevega repa. Vključeval je uporabo izvijača za manipulacijo demonskega jedra, da bi povzročil cepitveno reakcijo. Vsi Slotinovi sodelavci so mu govorili, da je to grozna ideja, ki ga bo nekoč ubila, a iz nekega razloga je s tem nadaljeval. Vse to je doseglo vrhunec med nesrečo kritičnosti, ko mu je padel izvijač in je zgornji deflektor popolnoma zaprl jedro, zaradi česar so bili vsi v sobi izpostavljeni ogromnim odmerkom smrtonosnega sevanja. Slotin bi 9 dni kasneje umrl v groznih bolečinah. Vse zato, ker ni mogel upoštevati nasvetov, ki so mu jih vsi dajali glede izjemno nevarne stvari, ki jo je nenehno počel, da bi izpadel kul. Številka 1. Kako daleč bi šel, da bi zmagal v prepiru? Če misliš, da bi potegnil črto pri tem, da bi dovolil, da te smrtonosno požrejo žuželke, potem nimaš moralnih prepričanj doktorja Jessija Williama Lazirja. To je bil človek, katerega življenjska sovražnika sta bila malarija in rumena mrzlica, bolezni, proti katerima se je želel boriti z vsem, kar je imel na voljo. Ko ga je ameriška vojska v poznih 1800-ih imenovala v odbor za rumeno mrzlico, saj so ugotovili, da so nalezljive bolezni, kot je rumena mrzlica, ena največjih groženj za vojsko, je Lazir naletel na raziskave, ki so nakazovale, da bi lahko bili komarji prenašalci te bolezni.
Njegove prejšnje raziskave o malariji so ga pripeljale v tesen stik s smrtonosnimi žuželkami in bil je prepričan, da bi te raziskave lahko bile resnične. In kaj bi lahko bil bolj dokončen način, da to dokaže, kot da se pusti ugrizniti komarjem, za katere je verjel, da so okuženi z rumeno mrzlico. In točno to je tudi storil. In zaradi tega je malo več kot 2 tedna kasneje umrl zaradi rumene mrzlice. Morda je bil mrtev, ampak imel je prav. Zdaj si oglejte, 12 ameriških znanstvenikov je izginilo ali umrlo. Kaj se dogaja? Ali pa si oglejte to,